Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v zadnjem tednu oktobra in v tako imenovanem tednu krompirjevih počitnic. Konec tedna, 31. oktobra, obeležujemo tudi dan reformacije, saj je na ta dan leta 1517 nemški protestantski duhovnik Martin Luther s svojimi spisi podvomil o teži odpustkov. Je pa to bil tudi čas, ko smo Slovenci leta 1550 dobili prvi knjigi v slovenskem jeziku, Abecednik in katekizem avtorja Primoža Trubarja. 31. oktobra pa obeležujemo tudi Mednarodni dan varčevanja. Prvi dan v novembru pa se poklonimo spominu na mrtve. Po vsej državi potekajo v teh dneh tudi žalne svečanosti, osrednja občinska spominska slovesnost pa bo ta teden ob kostnici na slovenjebistriškem pokopališču, kjer se spomnimo žrtev povojnih pobojev na Bistriškem. Medtem pa smo v studiu Bistrica zbrali nekaj najpomembnejših dogodkov in jih pripravili za informativno oddajo tega tedna. Vabljeni k ogledu. Pretekli teden je Bistriški urad za delo organiziral dan odprtih vrat. Bistriški borci so se na pokopališču poklonili žrtvam druge svetovne vojne. Društvo za zaščito živali iz Slovenske Bistrice organiziralo dobrodelni koncert pod sloganom Stopimo skupaj. Veterani in veteranke območnega združenja organizirali piknik na Brinju. Ob 180-letnici rojstva predstavili doktorja Josipa Vošnjaka tudi kot dobrega poznavalca vinske trte in kletarjenja. Mladinski center na placu gostil rokovsko skupino Sidarta. Otroci iz vrtca Otona Župančiča dobili novo igralo za osvajanje gibalnih veščin. V Bistriškem gradu tradicionalni koncert domačina Martina Beliča in gosta, kitarista Vojka Vešligaja. V policijske dosjeju predvsem o krajah goriva, pa tudi o poseku večjega števila dreves ter drugih dogodkih. Šport pa tokrat odlični uvostitvi Slovenjebistričanke Mojce Mijović na železni preizkušnji v Španiji, nekaj pa tudi o dogodkih v boksarskem ringu. V lokalnih novicah si boste tokrat lahko ogledali pisano paleto dogodkov, ki so se ta in pretekli teden zgodili na Bistriškem. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v četrtek 23. oktobra prvič doslej organiziral dan odprtih vrat z naslovom Spoznajte nas, tukaj smo za vas. Zavod je svoja vrata odprl na 75 lokacijah po vsej Sloveniji. In sicer tako na uradih za delo in območnih službah, kot tudi na vseh lokacijah delovanja centralne službe. Pestro je bilo tudi na uradu za delo Slovenska Bistrica. Obiskovalci so si lahko ogledali kotičke za delodajalce, brezposelne osebe in splošne informacije. Spoznali so avtorje idej in primer dobre prakse razvoja socialnega podjetništva. Precej pozornosti so pritegnili tudi tako imenovani hitri zmenki oziroma trening ali kandidiranje za konkretna delovna mesta. Predstavitev so pripravili v sodelovanju s podjetjem Kadring. Poleg tega so organizatorji za dijake Srednje šole Slovenska Bistrica predstavili karierno središče in poslovno idejo Nine Kranjec, njena blagovna znamka Mali Bip je bila na ogled tudi na stojnici. Na Slovenjebistriškem pokopališču so se člani Bistriške borčevske organizacije ob sodelovanju z osnovno šolo Pohorskega odreda in občino poklonili spominu na padle v drugi svetovni vojni. Zelo pomembno je, da tudi mlade generacije spomnimo na žrtve vojne, na domoljubno noto in opomin, da se kaj takega nikoli več ne bi smelo zgoditi, čeprav so vojna žarišča v svetu še vedno živa. O spominu na tiste težke čase je spregovoril Janko Potočnik, član borčevske organizacije. Tako kot bomo v teh dneh hiteli z cvetjem in prižigom sveč na pokopališča, ker počivajo naši predniki, je lepo, da se spomnimo tudi vseh tistih, ki so dali svoje življenja za dogodek, ki ga danes uživamo v našej pretekli zgodovini, naše tragične preteklosti. Ti pomniki, kamniti in leseni in drugi,
so trajen spomin in opomin mladim, da se kaj podobnega ne bi nikoli več zgodilo. Mladi bi se morali zavedati, da rastejo na mladosti nekih drugih, ki jim ni bilo dano, da bi se njihov razvoj razcvetel v uspešno življenje. Zato je prav, da temu dnevu posvetimo spomin, kajti njihove sanje teh padlih in žrtev so neka naša današnja realnost, ki jo živimo v času, ko se lahko učimo v domačem slovenskem jeziku in ki lahko ustvarjamo, delamo za blaginjo današnjega časa in bodočih rodov. Spominski slovesnosti je prisostvoval tudi župan dr. Ivan Žagar, učenci osnovne šole Pohorskega odreda pa so s kulturnim programom obudili spomin na našo polpreteklo zgodovino. Petindvajsetega oktobra je Slovenjebistriško društvo za zaščito živali organiziralo dobrodelni koncert pod sloganom Stopimo skup, na katerem so zbirali prostovoljne prispevke za živali v stiski. Organizatorji so pripravili pester program tako za otroke kot odrasle. Tako so se lahko otroci družili z živalmi, občudovali čisto pravega konja, se veselili ob komičnih in drugih nastopih, marsikdo pa se je spoprijateljil s štirinožnimi kosmatinci. Lastniki živali so se seznanili, kako potekajo vaje v poslušnosti štirinožnih prijateljev, dobili marsikakšen koristen nasvet, predvsem pa občutek, da je treba pomagati živalim v stiski, tako brezdomnim kot tistim, ki so se morda poškodovale ali izgubile. V večernem programu so odrasle zabavale številne glasbene skupine, med njimi tudi bistriška Jebela cesta. Prav tako 25. oktobra so v veteranskem centru na Brinju organizirali jesenski piknik za člane in članice območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Center, ki je nastal tudi ob številnih prostovoljnih urah članov in članic, je skoraj vse leto zaseden, saj se v njem odvijajo številne aktivnosti. Enkrat letno pa se veterani družijo tudi ob kuharskih specialitetah iz domače kuhinje, nazdravijo uspešnemu letu ter ob druženju, preden se zaprejo vrata centra, snujejo tudi načrte za prihodnje leto. V idiličnem zaselku Visole pod obronki Pohorja in le kak kilometer oddaljenem od mestnega središča se je v sobotnem popoldnevu razlegla narodna pesem o vinu, življenju in ljubiteljih rodne zemljice, na kateri raste vinska trta. Letos obeležujemo namreč 180-letnico rojstva dr. Josipa Vošnjaka, zdravnika, politika, pisatelja in dobrega poznavalca vinske trte. Ker je zadnja leta svojega življenja preživel na posestvu v Visolah pri Slovenski Bistrici, tam je imel tudi vinograd in klet, se je Slovenjebistriški zavod za kulturo odločil odpreti še zadnjo tančico Vošnjakove dejavnosti – vino in kletarstvo. Leta 1873 je izpod Vošnjakovega peresa nastala namreč knjiga Umno kletarstvo slovenskim vinorejcem v poduk. Literarni večer z napitnicami je bila tema dogodka, ki ga je režijsko mojstersko zaokrožila Jožica Repnik, prav tako doma z Visol. Z napitnicami so obokano klet napolnjevali glasovi vabeških fantov in okteta Arion. Ljubici pod oknom je besedilo napisal Vošnjak sam,
Uglasbil pa jo je Fran Gerbič. Na literarnem večeru so obiskovalci prisluhnili vsebini knjig Umno kletarstvo avtorja dr. Josipa Vošnjaka in Nove kuharske bukve, ki jih je leta 1850 prevedel iz nemščine slovenski duhovnik, prevajalec in nabožni pisatelj Andrej Zamejc. O novih kuharskih bukvah je spregovoril tudi zgodovinar William Gombač, ki je knjigo tudi založil, je pa v daljnem sorodstvu s prevajalcem Zamejcem. Umno kletarstvo spada v pomembno kulturno dediščino pisma. Do sredine 20. stoletja ni bilo boljše knjige, bolj podrobne, bolj strokovne, kot jo je napisal Josip Vošnjak. Seveda je imel za to znanje, imel je podporo tudi ne nazadnje pri svojem očetu, na potovanjih po Franciji in v drugih vinskih deželah je spoznal, kako tam kmetujejo, kako pridelujejo boljše vino in to je želel povedati, pokazati tudi preprostemu kmetovalcu, preprostemu slovenskemu človeku, ker se je zavedal, da imamo vse pogoje, da lahko pridelujemo dobro in kvalitetno vino. Da boste pa dobili občutek, s kakšnim spoštovanjem in zanosom je napisal uvod in kaj je to njemu pomenilo, se pravi izdaja knjige in ne nazadnje pridelovanje vina, nam bo gospod Jože Rebernak v podobi Vošnjaka prečital izsek iz te knjige. Srečna dežela je, vince rodi. Trta vesela je, tugo podi. In taka srečna dežela je naša slovenska. Po neštevilnih gričih in holmcih se vije vinska trta, med zelenim trsjem pa se svetijo bele hišice in vinski hrami. Na pol skriti za zgrozdjem obloženo brajdo. Komaj da spomladi sneg začne kopneti in topleje sonce zopet raztaja zamrzla tla, že hiti pridni vincar v vinograd ter obrezuje trs umno in pazljivo, da mu preveč ne naloži
prenaglo ne izpije soka rasti in življenja. Zdaj pride prva kop. V dolgih vrstah stoje prvi kopači, zrahljajo z motiko in bitcem trdo sesedeno zemljo, da zrak in dež in toplota trsne korenine zbudijo k novemu razvitku. Od prve kopi do bran, koliko je še dela, koliko skrbi in stroškov. V Svetem Filipu, če se vidi zeleno od ene gorice do druge, se začenja z drugo kopjo. Potem pride ves. Mlade rozge se privežejo do kolja, da ne odlomi veter ali lastna teža. Še ni vse trsje vezano in že začnejo mali grozdiči razganjati svoje mične zelene cvetove in nepopisljiva vonjava dihti iz vinogradov. Grozdiči rastejo, jagode se napihujejo in da se rast še zdatnejše pospeši, okopa se vinograd v tretje. S tem so končana najimenitnejša dela v vinogradih. Ni pa še končana skrb vinorejca, da mu huda nevihta ne pogoltne željno pričakovanega sada. Šele jeseni, ko so kadi natlačene z zrelim grozdjem, ko preša poka in škripa, sladki mošt pa se uliva ter polni prazne sode, zdaj šele vinar se oddahne in radostno zapoje. Slovenjebistriški mladinski center na placu se vse bolj uveljavlja v domačem prostoru, saj je v svoj program uvrstil številna aktualna dogajanja, strokovna predavanja in druge zanimivosti, njihovo občinstvo pa so tako mladi kot tisti, ki jih zanimajo njihove dejavnosti. Občinstva ne manjka, tako kot ga ni manjkalo niti na sobotnem koncertu slovenske rokovske skupine Siddharta. Gre za 5-člansko glasbeno skupino, ki je nastala leta 1995 in ima po več kot desetletju glasbenega ustvarjanja položaj najuspešnejše in najbolj priljubljene glasbene skupine v Sloveniji. Ime so si nadeli po znanem romanu nemškega pisatelja Hermana Hesseja z istim naslovom. Njihov glasbeni slog sta alternativni in progresivni rock. Zavarovalnica Triglav je otroke iz vrtca v oddelku Marinškovega doma v Slovenski Bistrici presenetila s postavitvijo novega igrala za osvajanje gibalnih veščin. Zavarovalnica Triglav namreč v sklopu projekta Otroci Triglava postavlja in obnavlja otroška igrišča po vsej Sloveniji. Ker se jesen počasi nagiba k koncu, so otroci spoznali tudi običaje, kot je ličkanje koruzije, pekli kostanje in preizkusili novo igralo. V sredo, 29. oktobra, je potekal v organizaciji Slovenjebistriškega zavoda za kulturo tradicionalni koncert domačega flavtista Martina Beliča, ki je tokrat k muziciranju povabil še kitarista Vojka Vešligaja. Naj spomnimo, da je Martin Belič med drugim študiral flavto na Salzburškem Mozarteumu ter zmagal na številnih tekmovanjih doma in v tujini. Danes je drugi flavtist münchenskih filharmonikov, predtem pa je sodeloval z nekaterimi nemškimi in drugimi komornimi in simfoničnimi orkestri. Na kitari ga je na sredinem koncertu spremljal Vojko Vešligaj, ki je opravljal diplomski in podiplomski študij na Ljubljanski akademiji za glasbo.
Je prejemnik nagrad na mednarodnih in državnih tekmovanjih, leta 2003 pa je prejel Prešernovo nagrado Akademije za glasbo v Ljubljani za posebne dosežke. Sedaj poučuje na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs. Brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, frizerjev, cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Slovenjebistriški policisti in kriminalisti so v preteklem in tem tednu zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so zabeležili 22 kaznivih dejanj, od tega 16 tatvin, 4 poškodovanja tuje stvari in 2 drugi kaznivi dejanji. Polskava. Na počivališču je neznani storilec iz tovornega vozila enkrat iztočil za 850 evrov goriva, nekaj dni kasneje pa iz parkiranih tovornih vozil še za 350 evrov goriva. Ložnica. Storilec je v gozdu namerno posekal več dreves ter lastnika oškodoval za okoli 1000 evrov. Slovenska Bistrica. Dvakrat sta neznana storilca natočila gorivo in odpeljala, ne da bi plačala, škode je dvakrat po 60 evrov. V eni izmed trgovin je storilec ukradel nekaj manjših kosov blaga, vendar so ga varnostniki zalotili. Vlomljeno je bilo tudi v poslovne prostore, storilec ni odnesel nič, je pa zaradi vloma nastalo za 100 evrov škode. Z parkiranega avtomobila pa je neznani tatič izmaknil registrski tablici. Prav tako z parkiranega, tokrat tovornega vozila, je storilec snel več delov ter lastnika oškodoval za okoli 500 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, podali 5 obdolžilnih predlogov, izdali 32 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 7 vozniških dovoljenj. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 9-krat. Odlično tekmovalno sezono 2014 ima za sabo triatlonka iz Slovenske Bistrice Mojca Mijović.
Po 8. mestu v Združenih državah Amerike je na drugo stopničko zmagovalnega odra v svoji starostni kategoriji stopila na Ironmanu v Barceloni. Več o teh dosežkih pa v naslednjem pogovoru. Ja, res je, ta rezultat je bil odličen, sploh glede na to, da sem mesec prej preležala, nisem bila brez treninga, sploh nisem verjela, da bom tekmo končala. Sanjski razplet, lahko rečem, ja, res mi je dobro uspela tekma. Torej, če se ustavimo pri samem tekmovanju, najprej tistih 3,8 km plavanja v morju, pa potem 180 km kolesarjenja in 42 pa 1,2 km, torej maratona. Težave so bile v Barceloni prav pri tistem začetnem plavanju. Ja, na začetku je vreme ponagajalo, čeprav je vse dne bilo fantastično, zjutraj je bila taka ena nevihta, zelo močna, z grmenjem. Strele so švigale, čista tema, tako da so v bistvu štart zaradi tega tekme so prestavili, kar se redko kdaj zgodi, ne. Ampak je bilo kljub vsem prenevarno. Prvič sem šla v neopreno iz hotela na štartni prostor z očali, z kapo, ker je bilo primerno hladno, ampak potem nekako se je umirilo, ne, vseeno je deževalo in so nas malo po 9 uri spustili v vodo. Morje je bilo razburkano, ampak se je polegla nevihta. 11 ur si torej potrebovala, da si še opravila s temi disciplinami in takole bi te vprašal, veliko intervjujev smo že imela glede tvojega športa in vsekakor bi te vprašal, kaj razmišljaš na primer pri 180 km kolesarjenja in potem pri 42 pa še nekaj kilometrih teka na takšni tekmi? Različno, ne. Tokrat recimo sem imela v mislih pač samo eno stvar, glede na moje zdravstvene težave, da bi prišla tekmo skozi, da bi mi bilo v redu. Nisem imela ne števcev, ne ure, ne ničesar, ne pulsmetra. In razmišljala sem v bistvu o tem, kako je lepa proga je bila, krasno vreme, potem se je zrihtalo, morje, nič, vrteti pedala, lepo dihati, paziti, da ne bo pretežko. Moram reči, da sem uživala na kolesu, proga pa je tudi dosti ravninska, tako da ni bila pretežka. In tokrat je bilo, mislim, enostavno, no, se mi je zdelo, uživala sem. In kje začneš razmišljati v tistem cilju? Koliko kilometrov prej torej že nekako razmišljati, še malo pa bo tista ciljna črta in konec bo? Ja, to razmišljam čisto na koncu, zadnje 3 kilometre, nič prej. Prej pa razmišljam sam kilometer pred mano do naslednje tankštele oziroma postaje z okrepčili. Vedno razmišljam nič, kaj to so bili krogi, ne, na maratonu, se pravi 4 krogi po 10,5 kilometrov. Vsakeč sem šla samo v novi krog, nič nisem razmišljala naprej. Recimo to, kaj bom pojedla, ker imam kar probleme z želodcem, sem v Ameriki bruhala, tokrat sem pač želela to izključiti, ne. Nisem jedla nobene hrane, nobenih gelov, barov, teh ploščic, ki jih dajo, pač pa mi je Simon dal sendvič, kar sicer ni dovoljeno. Jaz sem lepo sendvič s klobaso, uživala po poti in sem tekla. Tako prvi krog malo mi je še takrat nagajal želodec, potem pa je bil vsak krog boljši in v bistvu sploh nisem imela krize, lahko rečem. Niti trenutek, no. Na koncu zadnjih 5 kilometrov sem pa že razmišljala o cilju, takrat sem vedela, da mi bo uspelo, pa sem že celo tako razmišljala, da bi mogoče bilo fajn pa iti pod 11 ur, ampak 16 stotink mi je zmanjkalo. Pri nekaterih športih vidimo, da se nekako športniki stehtajo po končani torej nalogi, ki jo opravijo v tistem svojem športu. Koliko na primer izgubiš ti tekočine, koliko si ti lažja potem na cilju od samega štarta? To je tudi zelo odvisno od tekme do tekme. Včasih se je že zgodilo, da sem bila 8 kg lažja, to je bil ekstrem primer 2003 v Kanadi. Zdaj, tokrat nisem bila mogoče 1,2 kg največ, res da zgubiš okoli 12.000 kalorij. Popila sem, po mojem, tudi vsaj 1 liter na 20 km, recimo enih 15 litrov tekočine. Pojedla nisem veliko, par banan, pa pač tale sendvič, ampak telo se je adaptiralo in približno 1,2 kg največ. Pa še to potem hitro dobiš nazaj, ne, ko 14 dni ne treniraš, se telo zregenerira. In kakšna je to regeneracija, kot si dejala, nekako koliko časa potrebuješ, da priješ potem zopet tisti normalni trening za naslednje tekme? Včasih zelo hitro, je dovolj 3 tedne, ne, da lahko začnem z lažjimi treningi. Včasih je pa, če pa se me tekma fejst, recimo trudi, je pa to tudi mesec do 2. Poglejmo še torej nazaj, čeprav smo že o tem govorili, torej tisti Ironman, ki si ga opravili v Ameriki, je bil tudi zelo dober in verjetno napoved za tale v Barceloni, ko si stopila na stopničke.
Ja, tisti Ironman je bil predvsem neprimerno težji, vse skupaj je bilo, jaz bi rekla, kar dosti težko, no, kar eno trpljenje na progi, tudi zaradi vremenskih pogojev, zaradi vetra. In uvrstitev na 8. mesto ni bila to, kar sem si želela, ni bilo pa slabo, lahko rečem, je bila zelo solidna in dobra uvrstitev. Tu pa me je malo presenetilo, glede pač na situacijo, ki sem jo prej omenila, ampak manjka mi še 1. mesto, kaj naj rečem. Torej, gremo naprej in kaj je do konca letošnjega koledarskega leta torej še v plani, torej v tvojem načrtu? Ironman vsekakor največ, ker je 2 več kot dovolj, mogoče pa se spogledujem še s kakšnim maratonom. Boksarski klub Slovenska Bistrica je izpeljal prvi krog ligaškega prvenstva. V ring je v različnih starostnih kategorijah stopilo 50 boksarjev iz 12 klubov. Največ uspeha pa so imeli borci ljubljanskega knockouta in ptujskega ringa. Boksarje knockouta so se veselili 4 zmag, po 3 pa so zmagali predstavniki ringa, boksarskega kluba Maribor in Fužinarja iz Raven. Ekipno so bili najboljši knockout in ring s po 12 točkami, Mariborčani 10 in Fužinar iz Raven 9 točk. Zaradi poškodb pa na tem uvodnem turnirju niso nastopili boksarji domačega kluba. Drugi turnir bo 29. novembra v Rušah. Končalo se je ekipno državno prvenstvo v prvi članski šahovski ligi Vzhod, kjer so odličen končni rezultat zabeležili šahisti Impola. V 9 krogih so zbrali 36 točk in zasedli 2. mesto in zaostali točko za zmagovalno ekipo Maribora 2. Kljub temu pa so napredovali v višji rang tekmovanja, to je v Super ligo. Največ točk je v 9 igranih krogih zbral Kristjan Breznik in to 7,5 točk. V 7 kolih pa je Aljoša Tomazini na svoj konto zapisal 6 točk. V prvi slovenski šahovski ženski ligi pa so šahistke Impola na koncu osvojile 14. mesto. Ekipi Slovenske Bistrice sta igrali Ivana Holcer in Nada Vilčnik. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. Pazite na svoje najbližje in se poklonite spominu na tiste, ki jih ni več med nami. In ti spomini naj nikoli ne zamrejo. Pa srečno do prihodnjič.